Njihovo usposabljanje in urjenje so bile jasen prikaz naše pripravljenosti, tako domače kot tudi tuje javnosti. Plebiscit je uspel, Slovenija je jasno pokazala željo po samostojni prihodnosti. Začele so se priprave na usposabljanje prvih slovenskih nabornikov, sledili so pekarski dogodki z jasnim signalom, da bo slovensko osamosvojitev potrebno braniti tudi z orožjem. Nato je sledila razglasitev samostojnosti. In v vojni za Slovenijo, ki je temu sledila, ste vi, spoštovane veteranke in veterani, zmagali za vse nas. Zmagali skupaj z nami in ta zmaga in zgodovinska pridobitev, imeti svojo lastno in samostojno državo, je bila pridobljena v tem našem skupnem sodelovanju, v tem našem skupnem zgodovinskem procesu, v katerem ste vi odigrali tako pomembno in odločilno vlogo. Dovolite mi, da se ob tem navežem na kraj, blizu današnjega prizorišča in na spomenik, ki je bil predpostavljen na vašo pobudo. Spomenik rodoljubu osamosvojitvene vojne za Slovenijo upodablja na sprednji strani konjenika iz vaške Sitole, najdene v Vačah. Ta konjenik se loči od ostalih konjenikov po tem, da ni oborožen in da je nosilec miru. Na bronastem reliefu so poleg konjenika tudi ptice, ki so že od nekdaj simbol svobode in miru. In ravno mir in varnost sta v mislih in življenjih dan danes nekaj, saj tu za nas, ki živimo v Sloveniji, že skoraj samoumevnega, toda izbojevana sta bila z vašo pripravljenost obraniti z orožjem in svojimi življenji našo skupno odločitev za svobodno in samostojno državo Slovenijo. In včasih pozabljamo, da mir seveda še zdaleč ni samoumeven, pozabljamo, da je imel slovenski narod v 20. stoletju tragično izkušnjo, ko je preživel 2 svetovni vojni in ob koncu istega stoletja nato še eno, ki na srečo le ni imela takšnih razsežnosti in žrtev. Ampak kljub temu, vsaka vojna je krvava, je kruta in zato ne smemo pozabiti na te grozote vojn, na te grozote, ki se dogajajo danes, vsak dan po svetu. In samo, če ne bomo na njih pozabili, se bomo resnično lahko zavedali pomena miru, ki ga tu v Sloveniji in širše v Evropi živimo. Vedno, ko mine težek dan, težek trenutek, ko smo izvedli plebiscit, se osamosvojili, se prebili skozi vojno za našo samostojno Slovenijo, vedno po takšnih dogodkih se vprašamo, ali smo dosegli ali dosegamo tisto, za kar smo si prizadevali, za kar smo se borili. Menim, da smo dosegli zelo veliko tega. Živimo v varni, mirni državi. Smo kot Slovenija članica Evropske unije in drugih pomembnih evroatlantskih in svetovnih povezav. Smo država, ki je jasno začrtana na svetovnem zemljevidu in smo država pogumnih, delavnih, marljivih, sposobnih, zelo sposobnih ljudi, državljank in državljanov in vseh ostalih prebivalcev Slovenije. Uživamo človekovo dostojanstvo, demokracijo, svobodo, mir, spoštujemo različnost in prizadevamo si za pravno državo. Toda vsi vemo, da smo pred nekaj leti padli v hudo finančno, ekonomsko, tudi socialno in celo politično krizo. Vemo, da so bila to leta, ki so nas kar precej prizadela in pokazala, da smo v tem razvoju, ki je bil marsičem dober, storili tudi marsikatero napako, živeli morda preveč lahkomiselno in predvsem s premalo spoštovanja do lastne države in drug do drugega. Zato je prišlo do veliko negativnih praks, zato je prišlo do teh negativnih pojavov, ki so nas v svetovni krizi še dodatno prizadela in zato smo doživeli tako hudo krizo, kot sem omenil. Danes,
po nekaj letih trdega dela v zadnjem času smo se iz krize izvili. Prihajamo spet na bolje. Slovenija spet živi bolj polno, se prebuja, gre naprej v prihodnost. Kot vidimo, gospodarstvo se razvija, uredili smo svoje javne finance, postajamo veliko boljši gospodar s svojim državnim premoženjem, kot smo bili v preteklih letih. Prizadevamo si za številne reforme, denimo zdravstveno in druge, da bomo bolj kvalitetno življenje lahko omogočili vsem ljudem. Prizadevamo si za to, da bomo z dolgotrajno oskrbo in podobnimi projekti omogočili varno in dostojno starost našim državljankam in državljanom. In predvsem si prizadevamo imeti odprto državo, takšno, ki se odpira svetu, ki daje tudi našim mladim vso možnost, da se bodo v tem svetu in predvsem seveda tudi doma v Sloveniji našli v svojih poklicih, v svojih dejavnostih, da bodo živeli s polnimi ključnimi dejanji in da bodo tudi oni ponosni, da so Slovenci. Zato pa se moramo zavedati tudi tega, da ob tem, ko smo izredno sposoben narod, nacija, ob tem, ko smo izjemen potencial na vseh področjih, od gospodarstva do znanosti, od šolstva do športa, od kulture do vseh drugih dejavnosti. In tako nas prepoznava tudi svet, da smo ob vsem tem pogosto sovražniki sami sebi. In dejal bi kar največji sovražniki sami sebi, in to vedno takrat, kadar pozabimo na medsebojno spoštovanje, kadar izgubljamo zaupanje drug v drugega in kadar se ne znamo ozreti v našo zgodovino tako, da bi v njej videli številna velika dejanja, ki smo jih kot Slovenci naredili, da smo kot dvomilijonski narod ne samo preživeli skozi stoletja, ne samo ustvarili toliko kulturne in druge dediščine, ne samo ohranili našo lepo zeleno Slovenijo, ampak da smo danes tudi cenjena država, da nas tako vidijo v svetu. Ne samo številne posameznike, tudi Slovenijo kot takšno. In jaz sem na to zelo ponosen in verjamem, da moramo ta pozitivni del s čim večjim spoštovanjem priklicati vedno znova v našo zavest, biti samozavestni, nasproti sebi in predvsem v svetu nasproti drugim. In zato, da lahko danes o tem govorimo, da lahko upamo realno na še boljšo prihodnost, na še bolj uspešno Slovenijo, smo, spoštovani veteranke in veterani, zelo, zelo hvaležni tudi vam, kot sem že povedal, in seveda vsem tistih, ki so se v tistih težkih časih osamosvajanja Slovenije borili za to našo prihodnost. Naj tudi omenim našo slovensko vojsko, ki se je potem seveda razvila iz teh vaših struktur. Tudi slovenska vojska je zelo pomemben gradnik naše družbe. Tudi ona je doživela hudo krizo. Tudi ona je v letih krize izgubila veliko sredstev, veliko elana, veliko entuzijazma in možnosti za razvoj. V zadnjih 3 letih smo te trende ustavili. Sredstva, ki jih vlada namenja vojski, že 3 leta, najprej smo ustavili upadanje teh sredstev, zdaj spet ta sredstva vsako leto naraščajo. Zato, ker Slovenija potrebuje dobro, kvalitetno obrambno strukturo in zato, ker ta struktura zasluži, da jo spoštujemo in ji pomagamo. In slovenska vojska je ravno v ponedeljek praznovala svoj dan, svoj praznik, in ob tej priložnosti tudi njenim pripadnicam in pripadnikom ponovno izražam zahvalo in priznanje za njihovo delo, tako doma kot v tujini. Spoštovani, naj ponovim, da mir ni samoumeven, varnost ni samoumevna, razvoj ni samoumeven. Vse vrednote, ki jih vsebuje naša ustava in ki jih moramo gojiti kot nacija, da gremo lahko skupaj uspešno naprej, v trajnostni razvoj za prihodne generacije, terjajo vsak dan odgovoren odnos, kot je bilo že rečeno, in prave odgovore na izzive. Jaz verjamem, močno verjamem, da smo sposobni takšnega razvoja danes, jutri in do prihodnje. In zato
si bom sam, verjamem, da z vsemi vami, z vsemi Slovenkami in Slovenci nenehno prizadeval. Naj vam, spoštovane veteranke in veterani, danes ob vašem dnevu še enkrat iskreno čestitam, izrečem vso svoje spoštovanje in zahvalo za vse, kar ste storili. Vse skupaj, vse nas, vso Slovenijo pa pozivam, pojdimo samo zavestno naprej. Kajti Slovenci, če stopimo skupaj, če verjamemo vase in sodelujemo, če se spoštujemo, znamo in zmoremo. Hvala lepa.